3 uradno okuženi Medvoščani. Novi ukrepi omejevanja gibanja. Klicni center za psihosocialno pomoč. V domu za starejše občane vsi zdravi. Računalniki in internet za vse učence. Lokalni ponudnik Kmetija Mis. Rojstna hiša Branke Šamanke. Migajmo Zefi. Lepo pozdravljeni. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je vsaj en primer okužbe s COVID-19 potrjen v 133 občinah od skupaj 211 in v 85 občinah sta potrjena več kot 2 primera. Mednje sodi žal tudi naša občina, uradno s 3 primeri. Glede na to, kako različni so simptomi okužbe, kako dolgo traja od okužbe do izbruha bolezni in v katerem primeru je okužen dejansko poslan na testiranje, ja, potem je lahko statistika zgolj varljiv občutek varnosti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje več kot to, koliko je okuženih, ne sporočijo niti civilni zaščiti, niti o izvoru okužbe, niti o podrobni lokaciji okuženega. To bi seveda bilo zelo dobrodošlo, predvsem bi nam že veliko lajšalo, če bi vsaj po vaseh vedeli, kako zadeve so. Dokler imamo tako majhno število, da se razumemo, seveda ni nobenega problema. Tudi občina Medvode je prva v vrsti, ki se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov v tem primeru nujno in nas ne zanima, kdo personalno je obolel. Pač pa imamo druge težave. Eno je torej teritorialno, drugo je pa tudi po organizacijah. Se pravi, če oziroma ko bo začelo prihajati do tega, da bodo oboleli v kakšnem podjetju, v kakšnem zavodu, nekako pričakujemo, in to je bilo tudi sklep župana, ki je bil danes spričo slabe izkušnje v preteklih dneh izdan, da prosimo, da nas o tem obvestijo. Novih ukrepov v tem smislu ne načrtujemo. Dejstvo namreč je, da se zdaj zadnje čase vse bolj fokusiramo na to, kakšna bo situacija v roku 14 dni. Prav za voljo tega, da bi bili lahko s preventivnimi ukrepi za preprečevanje nadaljnjega širjenja okužbe s koronavirusom še bolj učinkoviti, je župan občine Medvode Nejc Smole na vse pravne subjekte posredoval navodilo, da so v primeru pozitivnega primera bolezni COVID-19 pri zaposlenih v trgovinah, poslovalnicah, zavodih, podjetjih, izpostavah, deloviščih ali katerikoli drugi obliki delovanja dolžni poleg upoštevanja vseh navodil pristojnih državnih in lokalnih inštitucij nemudoma obvestiti in informirati tudi štab civilne zaščite Medvode. V preteklih dneh se je namreč zgodilo, da je v trgovini v Medvode, gre za manjši Mercator Market, eden od zaposlenih obolel za COVID-19. Vodstvo Mercatorja pa v komunikaciji s predstavniki civilne zaščite in občine Medvode niso bili najbolj uspešni, oziroma povedano drugače, niso povedali pravega vzroka, zakaj so začasno zaprli poslovalnico, jo razkužili in potem spet odprli. V ponedeljek se je zgodilo to, kar smo upali, da se ne bo, dodatno omejevanje gibanja. Občina Medvode je sicer že prejšnji vikend omejila promet na občinskih cestah do turističnih in izletniških točk. Prejšnji teden je ukrep zgledal kot učinkovit, to sobota pa ne več. S ponedeljkom pa je že sicer začel veljati državni ukrep. Po novem se lahko gibamo, razen v izjemnih priložnostih, le na območju ene občine. Dejstvo je, da prejšnji vikend vreme ni bilo najbolj naklonjeno aktivnosti v naravi. Ta vikend pa se sprehajalci in pohodniki niso več ozirali niti na občinska opozorila, niti na opozorila o povečani koncentraciji trdih delcev PM10 v zraku. Občina Medvode je temu primerno postavila na cestah do teh obleganih točk dodatne cestne zapore. Prisotni pa so bili tudi policisti in poverjeniki sistema zaščite in reševanja z opozorili. In kaj smo ugotovili? Vsaka prisotnost ene izmed teh oseb je pripomogla sigurno k boljšemu osveščanju krajanov oziroma občanov in pa v največji meri tudi občanov drugih občin, ki so prihajali na naše turistične točke. Te osebe ali policisti ali poverjeni, ki so obveščali te ljudi, da je pač neko izredno stanje, da je
prisoten koronavirus, da se ne smejo družiti, da ne smejo hoditi v skupinah in pa nekako priporočali, če se da po tej izredni razmeri zopet pridajo v naše kraje. S ponedeljkom pa je že sicer začel veljati še državni ukrep o omejenem gibanju. Gibamo se lahko razen izjem le na območju ene občine stalnega ali začasnega naslova. Oziroma počnemo lahko vse, kar smo lahko počeli dan poprej, vendar le na območju ene občine. Gre sicer za državni ukrep, kot pa je bilo razbrati iz izjav za javnost, pa se pri izvajanju tega ukrepa ponovno računa tudi na občinske strukture. Načeloma nekih novih ukrepov oziroma dogodkov v naši občini Medvode kljub tej uredbi državni ne bo. Mi smo dodatne zapore oziroma obvestilne točke že izvedli 20. marca. Vsekakor pa računamo na upoštevanje vseh ljudi državne uredbe, državnega odloka in pa razsodnost ljudi, da sedaj res ni čas, da v skupinah hodijo in se rekreirajo po vseh koncih naše občine. Če pa pogledamo občane občine Medvode, jim je pa vsekakor dovoljeno se rekreirati, izhod v naravo, lahko grejo tudi družinsko, vendar vse to ob upoštevanju varnostnih ukrepov, ki so veljajo v Republiki Sloveniji, predvsem pa pri upoštevanju varnostne razdalje. Kar nekaj vprašanj je bilo povezanih z dejstvom, da so različne situacije pripeljale do tega, da nekateri občani bivajo na naslovu, kjer nimajo urejenega začasnega bivališča ali pa ga recimo niti niso uspeli urediti v tem času epidemije. Tako da svetujemo tem ljudem, da preko medijev, ki mislim, da še delujejo preko e-uprave, oziroma elektronskega naslova upravne enote ali pa po pošti, pošljajo svoje podatke na pristojno upravno enoto, razložijo primer in jih bodo tam zavedli. To bo samo olajšalo morebitno legitimiranje, ki ga v danem primeru lahko upravi policijska postaja oziroma policisti pri celotnem postopku. Tako da ni nobenega problema, nobene panike, da bi vsaj po naših podatkih, ki jih trenutno imamo, da bi bile zaradi tega kakšne težave. Medvoška civilna zaščita je z ukrepom že pred 2 tednoma omejila število strank v poslovalnicah, torej tudi v trgovinah. Z državnim ukrepom pa je bilo določeno, da gredo lahko od ponedeljka dalje upokojenci v trgovine le zjutraj. Oziroma nakupi v trgovinah so v skladu z vladnim odlokom od ponedeljka dalje med 8 in 10 uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice. V trgovine in ostale poslovalnice lahko od ponedeljka dalje vstopamo le ustrezno zaščiteni. S tem pa se nadaljuje že izpostavljen dvom o učinkovitosti tovrstne zaščite, še bolj pa dilema, kako na primer do zaščitnih mask. Moram povedati, da občina Medvode ima zunaj odprta naročila, 5 naročil za par 10.000 mask. Vendar ta naročila do tega trenutka niso bila sprovedena. Ne vemo, kje se je zataknilo, zakaj se je zataknilo, tako da smo na občini Medvode začeli z projektom B oziroma scenarijem B. Začeli bomo pripravljati tudi take priročne zaščitne maske in pa v prvem koraku jih bomo razdelili pri vhodih tistih objektov, kjer je to potrebno, da jih ljudje imajo. Drugače je pa priporočilo tudi Vlade Republike Slovenije oziroma naše države, da zaščitno masko nadomesti v teh prostorih tudi ruta oziroma šal in pa podobne zadeve. Po vedenju Medvoške civilne zaščite naj bi naročena zaščitna oprema v Slovenijo že prišla, po vsej verjetnosti pa je potovala naravnost, lahko bi rekli, da v državno zakladnico, torej v državni logistični center za zaščito in reševanje v Roje.
Pogodbeniki Medvoške civilne zaščite in prostovoljna gasilska društva so v nedeljo začela tudi z razkuževanjem in čiščenjem površin okrog najbolj izpostavljenih točk, kot so trgovine, pošta, banka, lekarna in zdravstveni dom. Po državnem odloku pa je potrebno čiščenje in razkuževanje dvakrat dnevno tudi v skupnih prostorih v večstanovanjskih objektih. Gre sicer za državni ukrep, v povezavi s katerim pa se je do danes izpostavilo kar nekaj dilem. Kdo naj bi ta ukrep izvajal, kako in predvsem tudi kdo naj bi ga plačal. To je ukrep, ki en dan velja tako, drugi dan velja čisto drugače. Vemo, da v ponedeljek je ta ukrep bil v veljavi, sicer je v veljavi še danes, vendar je včeraj zvečer predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo to označil kot nepotrebno. Ukrep morajo izvajati upravniki večstanovanjskih objektov oziroma v dogovoru z upravnikom lahko to izvajajo tudi etažni lastniki. Vsekakor je vsaka taka stvar dobrodošla, vemo, da je to v nekaterih primerih povezano tudi z močnimi finančnimi sredstvi oziroma obremenitvami za vsako stanovanje, vendar apeliram na vse stanovalce v večstanovanjskih objektih, probajte se dogovoriti med sabo, te stroške lahko tudi bistveno znižate, ker stvar tega ukrepa je to, da z običajnimi detergenti oziroma čistilnimi sredstvami najprej umijete ograja, stikala in vse potrebne površine, nato pa z 0,05 do 0,1% koncentratom varikine oziroma arikine se to potem še spere in dezinficira. Ta sredstva, po podatkih, ki jih imam, se dajo kupiti v Kmetijski zadrugi Medvode. V zvezi s plačilom čiščenja in razkuževanja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah se je že oglasila tudi Zveza potrošnikov Slovenije, ki zagovarja stališče, da bi te stroške morala kriti država. Ta pa je, torej Državni zbor, v katerem po novem sedi tudi naš občan Leon Marjacec, prav danes obravnavala sveženj umilitvenih ukrepov za prebivalce in gospodarstvo, ki so težki 3 milijarde evrov. Od tega naj bi 266 milijonov evrov dobile občine. Dejstvo sicer je, da bodo nekateri državni ukrepi posredno ali neposredno vplivali tudi na občino oziroma občinski proračun. Več o tem v prihodnjih oddajah. Tokrat pa le o tem, kako bodo izgledale tokratne položnice v vrtcu Medvode. Starši bodo varstvo za otroke v vrtcu Medvode plačali samo do 13. marca. Od 13. marca naprej ne bo nobenega prispevka. Sredstva za to bomo zagotavljali trenutno iz občinskega proračuna. Kako bo naprej, ne vemo še točno. Seveda občine upamo, da bo to poravnal državni proračun. Bojim se pa, da bo potrebno najti prerazporeditve v občinskem proračunu. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bomo lahko bomo ta sredstva lahko našli samo tako, da se bomo odpovedali določenemu številu investicij v letošnjem letu. In vsi ukrepi, ki bodo šli naprej in bodo naslovljeni na občinske proračune, jih bo možno realizirati samo v primeru, da ukinemo katero izmed planiranih investicij. Ve se, da v povprečju 35% ekonomske cene programov v vrtcih, večji delež so prav plače zaposlenih, krepko čez 100 jih je, krijejo starši, ostalo pa že sicer občine, ki so že sicer zadolžene za cel niz pomoči občanov v stiski, kot je na primer sofinanciranje najemnin, oskrbnine v domovih in pomoč družini na domu. Konkretnih impulzov, kako naj bi država pomagala občinam, pa trenutno še ni. Takšnih impulzov ni, ne bi šel v medicinsko terminologijo pa rekel, v kakšnem stanju je ta pacient, ampak ostanimo zdravi, pa bomo videli, bi bila tudi parafraza. Torej, šele ko bom videl to na transakcijskem računu občine, bom verjel, da je od tega res, do takrat pa delamo, vsak se znajde po svojih najboljših močeh. Bi pa, da ne bi tako negativno izpadlo, vsem pohvalil to, kar zdaj država dela, vsaj v zadnjem tednu, se mi zdi zelo smel, zelo po drugi strani tudi pogumen
način. Torej 3 milijarde pomoči vseeno v našem budžetu, ker vemo, kakšen je proračun. Že dobre 3 tedne deluje tudi krizni center za interventno oskrbo starejših in ranljivih skupin z najnujnejšo hrano in zdravili. Odziv strani tistih, ki jim tovrstna oskrba pripada, je dober. Proti vsem pričakovanjem bom rekla, da so to eni najbolj prijetnih ljudi. Zelo so zadovoljni, veseli, radi bi poklepetali, ko pridajo naše ekipe, tudi povejo jim, kakšne želje imajo, kaj bi mogoče še želeli. Vsega jim seveda ne ustrežemo, ker med drugim je tudi, recimo zdajle so vrtički za obdelati, kar pa ne moramo početi. Doslej je bilo opravljenih prek 50 tovrstnih obiskov. Formirane so 4 3-članske ekipe prostovoljcev za tovrstno oskrbo starejših in ranljivih skupin, ki pa se tedensko izmenjujejo. V celotno delovanje civilne zaščite, 2 klicnih centrov in ostale podpore je oziroma bo vpetih več kot 80 prostovoljcev. Novih ukrepov pa trenutno v občini ne načrtujejo. Ker imamo to srečo, da je število okuženih v Medvodah razmeroma majhno. Zakaj razmeroma majhno? Dajmo verjeti, da to tudi zaradi tega, ker se ljudje dosledno držijo vseh priporočil, tako državnih kot lokalnih. Kot neutemeljene pa zavrača očitke o tem, da bi morala občina zapreti svoja gradbišča. Zdaj z gradbišči je tako, dobivamo zelo veliko mailov strani občanov, ki protestirajo, naj se gradbišča zapirajo, da delavci pluvajo na njihova zemljišča, tudi to dobivamo take maile, da bo virus potem prišel v njihovo hišo in tako naprej. Eno stvar se moramo zavedati, družba ne sme postati nestrpna. Torej, če so tam delavci, ki delajo, tudi če kdo kam kdaj plune, ne bo noben virus pridirkal čez glavna vrata ljudem v hišo. Rajš bi videl, če bi tem ljudem, tem delavcem, ki so vsem kdo kakšno kavo kdaj skuhal, da delajo v tej situaciji. Kajti druga stran je namreč v tem, da ko se pogovarjam z direktorji gradbenih firm, ki pri nas še delajo, mi je eden izmed njih dal zanimivo podvprašanje na moje vprašanje, zakaj še vedno vztrajajo na tem, da delajo. Je rekel, da mu povem, kje je manjša verjetnost, da se bodo delavci okužili. Ali na gradbišču cel dan, ali v nekem samskem domu, kjer jih je 40-50 v eni hiši v zelo majhnih sobah. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v trenutni situaciji vzpostavil tudi psihološko podporo občanom v sklopu zdravstveno-vzgojnega centra Zdravstvenega doma Medvode. Na drugi strani telefonske žice se vam bo oglasila Keti Simonska, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. Psihološka podpora poteka 2-krat tedensko po 2 uri, v torek in četrtek med 9 in 11 uro prek telefona ali ves čas preko e-pošte. Namenjena je čustveni in praktični pomoči v času epidemije. Tukaj gre za neke krajše razbremenilne pogovore, da se razbremeni posameznikovo stisko, da se proba nekako preprečevati poglabljanje trenutne stiske. Ta pogovor naj bi bil usmerjen v razbremenitev in umiritev trenutne situacije, v kateri se je posameznik znašel. Epidemija je sprožila neke spremembe, ki vplivajo na posameznika, vplivajo na njegovo psihično in fizično počutje. Spremenijo se neke navade, neke aktivnosti, katere posamezniki izvajajo. Temeljni namen kratkih razbremenilnih pogovorov je zmanjšati občutek izoliranosti in nemoči, pregnati strahove. Nek strah pred okužbo je definitivno na prvem mestu, potem kako bojo skrbeli za družinske člane, pomanjkanje zalog, to je zdaj bolj aktualno, neka stigma pred samo okužbo, in pa seveda pred finančno nezmožnostjo tudi prav tako. To so neki taki strahovi povezani s koronavirusom. Do preklica so v Zdravstvenem domu Medvode sicer odpovedani vsi preventivni pregledi za odrasle in otroke, poleg dejavnosti zdravstveno-vzgojnega centra, med drugim tudi vsi preventivni presejalni testi v dispanzerju za žene
in dejavnost referenčne ambulante družinske medicine za spremljanje pacientov s kroničnimi obolenji. Velja, da se vse predpisane terapije izvajajo naprej tudi v času epidemije. Kaj za odpornost? Ja, sprememba življenjskega sloga, zdaj je idealen čas za to, da se ljudje usmerijo na neke spremembe v prehrani, v gibanju, da se znajo zaposliti z nekimi aktivnostmi, da probajo pač na stranski tir stare navade dati, kot so na primer kajenje, alkohol, nezdrava hrana. Tako da to je zdaj idealni čas še za to. V zdravstvenem domu Medvode delujejo vsako izmeno triažna ambulanta za bolne odrasle osebe, triažna ambulanta za bolne predšolske otroke, otroke in mladostnike ter administrativna ambulanta za zdrave odrasle osebe in administrativne zadeve, kot so recepti, napotnice, bolniške ali medicinsko-tehnični pripomočki. V zdravstveni dom pa se lahko odpravimo le po predhodnem klicu v triažno ambulanto oziroma na recepcijo. Občina Medvode je naredila še korak naprej in vzpostavila klicni center za brezplačno širšo psihosocialno pomoč občanov, ukolikor potrebujete pogovor, družabništvo po telefonu, že prej omenjeno psihološko ali duhovno oskrbo, lokalne informacije, socialno in praktično pomoč v času trajanja epidemije, lahko torej pokličete tudi na klicni center, kjer bodo vzpostavili ustrezno povezavo. Telefonska podpora se bo tudi v tem primeru odvijala v obliki razbremenilnih pogovorov, ni pa namenjena poglobljeni psihoterapevtski ali psihiatrični obravnavi. Psihosocialno pomoč izvaja v prvi vrsti zdravstveni dom, vendar smo nekje bili mnenja, da je morda to premalo, ker je to samo 2-krat tedensko, pa še celo mislim, da po 2 uri. Ljudje pa, ko imajo težave, se pač ne morejo tisti uri prilagajati. Zato smo vzpostavili še eno številko na občini. Imamo tudi prostovoljce in pa tudi ponujena je bila pomoč profesionalcev. Tako da v principu imamo sicer odprt telefon od 8 do 16 ure popoldne, potem pa vsak, ki pač pove, kaj ga teži oziroma kakšno pomoč bo potreboval, ga preusmerimo na te prostovoljce. Na pomoč so torej priskočili zaposleni v zdravstvenemu domu Medvode, duhovniki vseh medvoških župnij, študentje različnih študijskih smeri in različni prostovoljci, ki se bodo potrudili, da skozi pogovor najdete odgovore na vaše vprašanja ali pa zgolj poklepetate. V osami, ki je v principu zdaj nastala, mogoče ljudje niti nimajo s kom poklepetati, kot so prej, pa so recimo šli zjutraj v trgovino, pa so koga srečali, pa v nedeljo zaradi mene k maši in tako naprej. In so vsi neko družabno življenje so imela, ne? Zdaj ga pa dejansko nimajo, saj tisti, ki se to vrstnih nasvetov držijo. Tako da jaz mislim, da bo v večji meri osamljenost tukaj bila največja težava. Nekateri domovi za starejše so v tem trenutku kot bojišča. Tu se bije najhujša bitka s koronavirusom in od te bitke je odvisno, kako bo potekala epidemija, kako se bo zagnalo gospodarstvo in kdo bo polnil postelje v bolnišnicah. Tako meni zdravstvena stroka. V nekaterih domovih celo pozivajo svojce naj vzamejo stanovalce v tem času epidemije na svoje domove. Iz centra za starejše Medvode takih apelov ni. Kajti? Lepo vas pozdravim iz doma. So prijazni pa hrana, pa tako mi še nikoli ni bilo. Vse je dobro. Pa rada štrika zelo. Vse poje, vse, kar je ki. Kar je v domu, kaj. Pa vam je zdaj le malo več dolgčas, ko svojci ne morejo pridati? Mal je že, pa kar gre. Kar gre. Ja, moram, vse je, kaj pa smo, ker nismo tako navajen dobrega, pa je vse dobro. Pa je gliko dobro. Vsi zdravi, ja, vsi smo zdravi, hvala Bogu. Tako. Pa tu vse sem rekla, tu ščerki za hrano, pa prijazno sem, kaj. Ker zelo so prijazni vsi, kamor god gre. Zdaj, ki je prišel virus, me je hotela hčerka domov vzeti in nisem hotela jeti. Ker je meni boljše, kot doma. Je. Doma nobenega, zdaj pa sem sama. Sama. Odkot prihaja? Svojce, ampak hodijo v službo,
prej so v šolo hodili, je pa družna. Mal na vrt, mal sprehodi, no škoda je, ker so zdaj mal manjši sprehodi, ampak vseeno še zadoščajo. Danes bova poklicala, da jih bom videla, drugače prav tlejna sestra, ki pride k meni v sobo, da bojo meni napisali telefonski studio, ki sem skozi na telefonu. Takole lepo sta nas včeraj, torej v sredo, pozdravili Jožefa Štupar iz Gornjih Penič in Ivana Svolšak, Svetega Duha pri Škofji Loki, sedaj pa stanovalki v centru starejših Medvode. Prek Vibra smo se povabili v center in to je ena izmed možnosti, da se stanovalci doma vidijo in slišijo s svojimi svojci in prijatelji doma. Že več kot 3 tedne so namreč prepovedani vsi obiski. 3 telefone smo dobili zdaj od Telekoma. Za 3 meseca so nam posodili 3 mobitele, tako da imajo možnost varovanci pogovore prek Skypa, Vibra, mailov, slike pošiljamo lahko tudi. Tako da že en teden se poslužujejo s tem in moram reči, da je kar kličejo, kar veliko. Imamo video klicev prek Vibra, Skypa, toliko so veseli, da vidijo en drugega, da se pol pomirijo. Tisto, kar je najpomembnejše, je, da so trenutno še vsi zdravi, tako stanovalci kot osebje, in da je zaenkrat zaščitnih sredstev še dovolj, čeprav se kakšne donacije ne bi branili. Nimamo bolanih, vsi smo zdravi zaenkrat. Upamo, da tako ostane. Dobili smo navodila, da se držimo teh navodil in se tudi držimo. Maske, rokavice razkužujemo, kljuke, dvigala. Zaposleni merimo vročino ob prihodu in izhodu. Ne družimo se, vse, kar delamo individualno. Perejo, štrikajo po sobah, drugače pa vsi negovalci, delovne terapeutke, fizioterapeutka, animatorji. Imamo te individualne pogovore z njimi. Jih peljemo, če je lepo vreme, enega po enega na sprehod ven, malo v park. Pač pa kakšnega druženja, da bi se dobili kje, pa bi se družili skupinsko, tega ni zdaj trenutno. In kaj je mogoče največji problem pri tem družabništvu? Kaj je tista dilema, s katero se starejši največ ukvarjajo v tem trenutku? Zdaj najbolj je dolgčas, to je zdaj najbolj. Dejstvo pa je, da aktivnosti centra pogrešajo tudi udeleženci aktivnih dnevov v centru. Na to kažejo njihovi klici, kdaj neki se bodo aktivnosti spet začele. Za čas trajanja epidemije pa je zaprt tudi dnevni center za izvajanje aktivnega varstva. Predvsem gre za dementne osebe, ki jih sicer svojci pripeljejo v dom, medtem ko gredo v službo. In kakšen bi bil napotek vsem, ki skrbijo za dementne svojce doma? Radi so risali, pa barvali nekatere stvari, pa sestavljali so, pa navijali so radi, povoje so radi zvijali, navijali so, volno so radi tudi navijali. Važno, da se nekaj zaposlijo. Pa sprehod tudi, kakšen kratek sprehod ne grejo okrog, pa da jim dajo kakšne različne, najbolj da barvanje, to je bilo vedno pri nas najbolj. Zelo so imeli radi barvanje. Ukolikor bi želel kdo od svojcev stanovalca v tem času vzeti domov in doma skrbeti zanj, se mora zavedati, da se v času epidemije ne bo mogel vrniti nazaj. V tem času bo veljal režim kot do sedaj. Plačuje se oskrbnina, zmanjšana za stroške prehrane. V tem primeru bo starostniku tudi ohranjeno prosto mesto ob vrnitvi. V prejšnji oddaji smo predstavili, kako so se prilagodile na zaprtje osnovne šole v naši občini. Podobno se dogaja tudi v osnovnih šolah s prilagojenim učnim programom, ki jih obiskujejo otroci s splošnimi učnimi težavami. Saj so tudi v njih 16. marca pričeli izvajati pouk na daljavo. Osnovno šolo Jela Janežiča v Škofji Loki v letošnjem letu obiskuje 135 otrok v 19 oddelkih, 29 je učencev iz občine Medvode. In za vse, tako za učitelje kot tudi za starše in otroke, je bilo prvih 14 dni eno samo veliko učenje.
Marjeta Šmid, ravnateljica osnovne šole Jela Janežiča iz Škofje Loke, je za našo televizijo povedala, da so bili učitelji vrženi v morje tehnologije in da zdaj plavajo. Domovi so se spremenili v učilnice in veliko dela je padlo na starše. Starši so postali posredovalci znanj in motivatorji, njihovi najtesnejši sodelavci. Ker učitelji pri učenju v šoli uporabljajo veliko pripomočkov, so morali zdaj poiskati nadomestne možnosti. Učenci s posebnimi potrebami v šoli potrebujejo strukturo, rutino, vrstni red dejavnosti, kar se je zdaj porušilo. Potrebujejo tudi več vodenja in pomoči pri šolskem delu, za kar gre več časa. Tako učitelji in starši skupaj iščejo pravo mero obremenitev za učenca in celo družino. Zaenkrat ima še 8 njihovih učencev težave z računalniki. Bodisi zato, ker je v družini več otrok, bodisi je kakšen drug razlog. Ena družina nima dostopa do spleta, 2 učenca oziroma družini imata slabo povezavo, 4 so brez tiskalnika. Te dni omenjene težave rešujejo, do takrat pa so učitelji v stiku s temi učenci po telefonu in preko klasične pošte. Na osnovni šoli Jela Janežiča je sicer 68 zaposlenih, 52 strokovnih in 16 tehničnih delavcev. Od doma delajo vsi učitelji, pa tudi vsi iz računovodstva in tajništva. Učitelji tako dnevno pošiljajo učencem oziroma staršem navodila za delo po elektronski pošti, učitelji pa so vzpostavili tudi spletne učilnice in e-knjižnico. Učencem pošiljajo tudi delovne liste in videoposnetke z navodili. Skratka, v največji meri poskušajo slediti učnemu načrtu in učno snov prilagajati posameznemu učencu. Šmidovo skrbi negotovost, ker nihče ne ve, koliko časa bo še trajal takšen način šolanja, kako bo potekalo ocenjevanje na daljavo, kako se bodo učenci 9. razreda vpisali v srednjo šolo in upa, da se bodo lahko poslovili v živo na Valeti. Skrbi jih tudi, da ne bi zaprtje šol in izolacija preveč negativno vplivala na kakšnega učenca in družinsko dinamiko. Zavedajo se, da se učenci s posebnimi potrebami veliko težje prilagodijo na zmanjšan in zaprt življenjski prostor stanovanj in ne razumejo v celoti, zakaj so potrebni ukrepi v zvezi z omejevanjem epidemije COVID-19 virusa. Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik je organiziran drugače kot druge osnovne šole, a imajo, kot nam je povedal ravnatelj Matjaž Hribar, v teh dneh podobne izzive kot druge šole v regiji. V matičnem zavodu v Valburgi je v letošnjem šolskem letu 40 otrok od 6. do 9. razreda, ki prihajajo iz vse Slovenije. Skupno pa jim je, da imajo težave v vedenju in čustvovanju. Zato zanje izvajajo šolski program 9-letke in domske vzgoje. Na željo staršev so otroke poslali domov, o tem pa so predhodno obvestili tudi pristojne centre za socialno delo. Ker za vzgojne zavode za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ne velja odlok o prepovedi zbiranja, se lahko kateri izmed otrok tudi vrne nazaj v zavod. Razlog za predčasno vračanje bi bilo lahko neupoštevanje staršev in njihovih navodil, rizično in delikventno vedenje in podobno, je razložil ravnatelj Smledniškega zavoda Matjaž Hribar. V zavodu je trenutno zaposlenih 32 strokovnih delavcev in še 12 drugih. Učitelji izvajajo pouk na daljavo. V prvem tednu so vsem 40 otrokom poslali gradiva za 14 dni za vse predmete po običajni pošti. Nato so pridobili kontaktne elektronske naslove otrok oziroma staršev, tako da so učitelji individualno v povezavi s posameznimi učenci ali preko staršev. Le 2 učenca nimata dostopa do računalnika. Prav tako so učitelji v stiku s starši in mladostniki, svetovalna služba opravlja delo od doma in komunicira s starši ter zunanjimi inštitucijami. Več zaposlenih pa je trenutno doma oziroma na čakanju na delo. 7 mladostnikov pa je nameščenih v stanovanjski skupini. 6 jih je v domačem okolju in se šolajo na daljavo, 1 pa v programu mladinskega stanovanja v Kranju. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali tudi o tem, da je Medvoška civilna zaščita pozvala vse morebitne donatorje, da s prenosnimi računalniki oziroma tablicami pomagajo družinam, ki izkažejo to vrstno potrebo, da bi res vsem učencem v naši občini omogočili pouk na daljavo oziroma šolo na domu.
Na občino Medvode je bil posredovan seznam 17 družin, ki so doslej izkazale to vrstno potrebo po dodatni računalniški opremi. Prepuščamo odločitev tistim, ki potrebe najbolje poznajo, to so ravnatelji in pa učitelji. Oni so najboljši filter, da vedo, kdo je res tisti, ki je upravičen do te opreme, ki jo res potrebuje. Vsi ostali smo preveč oddaljeni, da bi o tem lahko sodili. Tako so nam potem ravnatelji dali predlog oziroma seznam teh otrok, družin, ki bi to potrebovali. Apel je šel na medvoška podjetja in moram reči, da v krizi res, v taki krizi, kot je zdaj, spoznaš, kdo je človek na mestu. In vesel sem, da jih je v Medvodah tako veliko število, kot se zdaj izkazuje. Civilna zaščita Medvode je 11 družinam računalnike že dostavila na dom in jih tudi usposobila za šolo na daljavo. Zdaj spet po informacijah, ki jih imamo od včeraj, imamo 1 oziroma 2 primera, kjer bo potrebno zagotoviti tudi še dostop do interneta. Tam seveda bomo pričakovali tudi, da se družine primerno zaktivirajo, ne. To pomeni, da najprej moraš narediti nekaj sam, potem pridemo seveda tudi mi nasproti. Ampak verjamem, da bomo tudi v teh primerih uspeli zadevo vzpostaviti, tako da bodo otroci lahko nemoteno sledili pouku. Apel je torej dosegel svoj cilj. Poleg družine Nanut je en računalnik darovalo še podjetje Celovito, 4 računalnike je donirala papirnica Goričane, 11 novih računalnikov pa so skupaj donirala podjetja iz obrtne cone v Preski. Podjetje Keber, grafično embalažno podjetje Jamnik, podjetje za projektiranje in izdelavo namenskih strojev Sonet, podjetje za izdelavo šolske opreme Tip, Leskom pohištvo Iskra in podjetje Akron. V trenutku, ko sem dobil mail od župana, sem takoj poklical sosedne firme in smo se v dobri uri dogovorili, da bomo šli v to akcijo. Imeli smo nek budžet že pripravljen in potem smo nabavili računalnike. To je bilo res na 1, 2, 3. Mislim, da je bil naslednji dan ali pa v 2 dneh že ta paket tudi dostavljen tistim, ki so to potrebovali, in smo zelo zadovoljni, da smo lahko pomagali pomoči potrebnim, ki vlagajo v znanje. Izjavo smo sicer posneli v hali, kjer proizvodnja pohištva po meri in vgradnih omar ne poteka več. Direktno na plačilni listi jih je sicer 45, skupaj z zunanjimi sodelavci pa kar 60. Ko ste vstopili, ste videli, treba je roke razkužati, vsak je dobil masko. Par dni smo še delali to, da smo izdobavili nujne dobave v bistveno zmanjšani ekipi, tako s tistim minimumom 2 na stroju, 1 na začetku, 1 od zadaj. Malc ni bilo, so mogli zaposleni sabo prinesti in zdaj smo zaprli zadevo. In so delavci na čakanju doma. Če bi sedaj na hitro ocenili državne ukrepe, tiste, ki so načrtovani za vašo branžo, so to pravi ukrepi? Absolutno. Tole je bila božja milost, da se je vlada zamenjala. Medvoška tržnica je zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom do nadaljnjega zaprta. Občina Medvode pa je objavila seznam lokalnih ponudnikov prehrambenih pridelkov in izdelkov. Tistih, ki so sicer bili prisotni na Medvoški tržnici, in tudi ostale, ki omogočajo prodajo na domu ali dostavo na dom. V prejšnji informativni oddaji smo se odpravili v vrtnarstvo Cvetko, v Pirničah, tokrat pa nedaleč stran v Zavrh na kmetijo Mis. Kmetija Mis se je poleg proizvodnje mleka zadnja leta ponovno usmerila tudi v dopolnilno dejavnost predelave mleka v mlečne izdelke. In zadovoljni so, da so državne inštitucije omogočile njihovo prodajo na domu oziroma dostavo na dom tudi v času epidemije. Se pravi, korona je tudi z vsem repom in silo udarila po našem kmetijskem sektorju, tako da je edini izhod bil za najboljše promoviranje in trgovanje in tudi obratovanje naše dejavnosti, tako da ponudimo naše izdelke lokalnim prebivalcem. Zahvaljujem se tudi občinskim organom, ki so nam omogočili brezplačno reklamiranje, oglaševanje po naši občini, kar se je tudi v preteklem tednu že pokazalo z obiskom tujih oziroma ljudi, ki
prej niso k nam prihajali po naše mlečne izdelke. A ne? Protokol prodaje se je prilagodil trenutnim razmeram epidemije. Če je obiskovalec prej lahko vstopil v sirarno, mu je sedaj to onemogočeno. Že ob prihodu na kmetijo mimo hleva ga spremlja napis, naj se ne dotika živali. V neposredni bližini sirarne pa si mora razkužiti roke in pozvoniti, da opozori prisotni v sirarni na svoj prihod. Najboljše pa je, če svoj prihod predhodno najavi. Vsaka oseba, ki prvič pride do nas zdaj, jo potem lepo prosimo, seveda damo naš kontakt, ponavadi je to naš e-mail naslov, da ga mi obvestimo, kakšni so naši izdelki in ta oseba vnaprej že naroči, da mi to pripravimo in ko pride, enostavno prevzame izdelke in tako je najlažje za nas in tudi za samega potrošnika, ki se oglasi na naši kmetiji. Ali obstaja tudi možnost, da pripeljete kakšne izdelke, kakšno košarico na dom recimo? Tudi ja, za starejše oziroma tiste, ki jim enostavno nimajo druge izbire, organiziramo ponavadi vsak petek ali soboto dopoldne. Ponavadi smo ob sobotah dopoldne šli na tržnico, sedaj se pa tako organiziramo, da vnaprej že naročila poberemo in vse izdelke sveže dostavimo tistim, ki so naročili. Najhitrejši razvoj je kmetija doživljala tam v 80-ih letih, ko so zgradili nov hlev in še povečali število živali. Že takrat so mleko tudi predelovali. Kot so večkrat dejali, se je takrat po Ljubljani popilo mnogo kavic z njihovo sladko smetano in pojedlo veliko burekov z njihovo skuto. Potem pa so prišli veliki trgovci in sami svojo kvaliteto cenovno niso bili več konkurenčni. In kakšna je aktualna ponudba? Ponujem seveda sveže mlečne izdelke, to so predvsem skuta, sladka smetana, kisla smetana, maslo, tu v roki držim kefir, potem tudi sveži kravji sir, sir z mediteranskimi zelišči, sir s čilijem in vse te tri okuse tudi v dimljeni obliki. Mislim, da sem pozabil še omeniti topljeno ghee maslo, to je za peko na visokih temperaturah. Jaz temu kar pravim gorenjsko olivno olje, ker je ghee maslo zelo zdravo in tudi tisti, ki so na laktozo občutljivi, ga lahko konzumirajo, ker med samim prečiščevalnim procesom se laktoza v bistvu do take ravni pade, da tudi tisti, ki so na to občutljivi, jo lahko konzumirajo. S prodajo na domu in dostavo na dom poskušajo vsaj delno pokriti izgubo, ki jo imajo za voljo zaprtja javnih zavodov, šol, vrtcev in gostinskih obratov. To pa zahteva dodatne prilagoditve. Pred samo epidemijo je bilo vse veliko lažje, namreč jaz sem dobil naročila od lokalnih šol, vrtcev ter gostinstev naročila že približno en teden vnaprej in sem točno vedel, kaj bom jaz počel in delal v sirarni od ponedeljka do petka. Sedaj se je to malo spremenilo, nekako se še lovim, se pravi s pomočjo oglaševanja pa to, da pridobim vsaj stranke lokalne. Na kmetiji Mis se vsak dan pridela več kot 2100 litrov mleka in ker ga večina potuje v Italijo, je bilo zanje odločilno dejstvo, da se meje zanj niso zaprle. Hvala Bogu se je tako izkazalo, da ljudje še vseeno potrebujemo hrano. Tudi s strani državnih organov je nekako določena vsaj minimalna odkupna cena za mleko. Ampak jaz mislim, da to kljub temu ni dovolj, tako da vse proizvajalce nekako pozivam, da je zelo dobro, da se v teh časih preobrnajo v direktno prodajo samemu potrošniku, ker tako nekako zvišajo vrednost svojega lastnega izdelka in tudi na tak način držijo svojo bilanco nad ničlo, če se lahko tako izrazim. Surovo mleko ponujajo tudi končnim uporabnikom preko 8 mlekomatov. Eden takih je tudi v Medvodah in na tržnici Koseze. Prav Misovi so bili tisti, ki so idejo o mlekomatih v Sloveniji prvi udejanjili že pred 10 leti. Mlekomat kot sam že vsebuje, po vsakem točenju posebuje razpršilko, ki počisti za tistim, ki je mleko natočil, ter vsebuje antibakterijsko UV svetlobne 2 lučkici, ki nekako pobijata vse te mikrobe. Mleko dostavljamo dnevno in vsakič, ko pridemo, tudi vse razkužimo.
Kljub temu pa smo dodali zraven še opozorilo ter prošnjo, da vsakega uporabnika za sabo počisti, imamo poleg tudi serviete, ter se sam tudi drži osnovnih higienskih standardov. Trenutne razmere torej tako Misovi še enkrat več kot pravilnega izkazujejo apele, naj država sprejme dolgoročne ukrepe, ki bodo povečali nizek odstotek samooskrbe sedanjih dobrih 30%. Spomnijo nas, da je bila pred letom 1991 samooskrba še enkrat višja. Proizvodnja mleka v Sloveniji je v bistvu ena izmed redkih panog, ki je v Sloveniji, kmetijskih panog, v katerih smo samozadostni, poleg pridelave jabolk. Vse ostalo nam primanjkuje. Jaz mislim, da je se strani države zelo pomembno, da se v takih primerih, kot je proizvodnja mleka, sproži en ukrep. Vem, da v Prekmurju obstaja obrat, s katerim lahko predelujejo viške mleka v mlečni prah, se pravi v mleko v prahu, in se to skladišči ali pa se trži za kakšne druge namene. Ne? Vse stvari imamo, samo malo bolj se je treba podvizati in hitreje sprejeti ukrepe. Ne pa se ukvarjati s stvarmi, ki so v takih časih nepomembne. Kot eden od možnih državnih blažilnih ukrepov bi za Misove lahko bila znižana najemnina kmetijskih zemljišč, ki so v lasti sklada, ali celo oprostitev le-te. No, glede na to, da recimo za posedovanje 130 glav govedi potrebujemo tudi ogromno kmetijske zemlje za proizvodnjo surove voluminozne krme. No, ker imamo tudi od sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije ogromno zemljišč v najemu, bi bilo mogoče smotrno ali zmanjšati najem teh zemljišč ali trenutno tudi ukiniti, zato da bomo lažje prišli skozi vse te stroške, ker kmetijska proizvodnja kot taka je zelo draga. Pa bi bil zanje občinski blažilni ukrep? Samo mesto Medvode, če lahko rečem, se širi, kmetijska zemljišča se pa manjšajo. Ena prednost za nas je, da pomagajo osveščati ljudi, recimo kot občina kot taka, da obstajamo kmetije, ki se ukvarjamo z predelavo različnih izdelkov in da napotijo ljudi na te kmetije. Zato, da bomo mi lažje preživeli in da bojo ljudje imeli hrano, ker samooskrba v Sloveniji samo 30% še. Če se meje dejansko zaprejo, ne vem, kaj bo poj. Kmetija Mis je na tem mestu že najmanj 300 let. Legenda pravi, da je v gradu na domačijo živel hudoben graščak. Za svojo hudobo je bil kaznovan s silno grdim sinom, ki ga nobena ni hotela za moža. Zato je ostal brez potomcev. Svojo zemljo je zato razdelil med dva hlapca, med Matjaža in Bačnika. Na Matjaževi kmetiji so Misovi, na Bačnikovi pa se je med drugim rodil tudi Jakob Aljaž, naš občinski zavetnik. Dan njegovega rojstva je tudi občinski praznik in takrat se na slavnostni seji podelijo tudi občinska priznanja. Misovi so bili prejemniki plakete občine Medvode leta 2010. Glede na to, da je razglašena epidemija, pa je rok za oddajo letošnjih predlogov podaljšan do konca aprila. Torej je še kar nekaj časa, da se ozrete okrog sebe in predlagate tiste, ki bi si zaslužili medaljo, plaketo ali naziv častni občan. V Kodu Pirniče so žalostjo sprejeli novico, da se je 27. marca na Svetovni dan gledališča v svojem 84. letu zavedno poslovila njihova častna članica Alenka Bole-Vrabec, dramska igralka, režiserka, prevajalka in vsestranska organizatorka kulturnega življenja. Z UTH Pirniče je sodelovala več kot 40 let, zadnjič pa je na Pirniškem odru stala 29. marca 2019, ko so pripravili gledališki dogodek V svet je oder, s katerim so počastili Svetovni dan gledališča in ustvarjalnost Petra Militareva. V gledališče UTH Pirniče je Alenka Bole-Vrabec odtisnila izjemen in neizbrisljiv pečat. Kjer sem, je svetlo in toplo. Svetim do zadnjega zubja, svetim do zadnje iskre, plapolam do
zadnjega diha. Antropologinja, jezikoslovka in raziskovalka dr. Branislava Sušnik se je rodila 28. marca 1920. leta v še danes stoječi hiši z balkonom na današnji cesti komandanta Staneta. V soboto, torej natanko 100 let po njenem rojstvu, se je sicer le na spletu odprla tudi posebna razstava. Gre za enega od dogodkov iz načrtovanega sklopa obeležitve 100-letnice, ki jo v Medvodah koordinira Javni zavod Sotočje skupaj z občino Medvode in drugimi organizatorji. Že v prejšnji informativni oddaji smo vam predstavili pogled dr. Barbare Pregelj iz založbe Malinc. Tokrat pa vam predstavljamo pogled Enrike von Devič, antropologinje, ki pripravlja tudi dokumentarni videozapis o prvem bivališču Branislave Sušnikove. Enrike von Devič zadnjih 5 let živi in dela med Slovenijo, Nemčijo in Urugvajem in že sicer veliko potuje. Sodeluje na različnih filmskih festivalih in pri različnih mednarodnih projektih. Vrsto let tudi s Franciskom Tomšičem, soavtorjem portala. Po izobrazbi je antropologinja in tak je tudi njen pogled na delo dr. Branislave Sušnikove. Med drugim je von Devičeva tudi sama raziskovala indijanska plemena v Ekvadorju. Že sicer opozarja na nekdanjo prevlado evropocentrizma pri antropološkem raziskovanju divjih plemen, kar je bila posledica kolonializma. Antropologi danes pa raziskujejo tudi tukaj in zdaj. Tako je tudi sama prišla na zamisel o dokumentarnem filmu o rojstni hiši Branislave Sušnik, ki jo je postopno realizirala ob pomoči prevajalke, literarne zgodovinarke in kulturne promotorke dr. Barbare Pregelj iz založbe Malinc. Pensamos un poco más lo que era su trabajo, y su trabajo era ser antropóloga. Y ser antropóloga significa investigar. Yo también soy antropóloga y trabajé muchos años también en hacer algunas investigaciones y también hacer películas. Y mi interés en eso era más en lo que es un poco la historia oral, de lo que se trata mucho en la antropología y también, por ejemplo, en Paraguay, que ella investigó muchos pueblos que no tienen una historia escrita. Y viendo la casa en donde vive acá o vivía acá en Medvode es bastante interesante, porque la casa era una gran villa, era una casa importante, donde también, ¿cómo se dice entonces? La gendarmería, porque él, ¿no? Donde había como una sucursal de la policía oficial. Y lo que me parece interesante es, lo que teníamos la idea es tratar de ir por atrás los 100 años, desde hoy hasta su nacimiento. Branislava Sušnik se je rodila 28. marca 1920. v še danes stoječi hiši z balkonom na današnji ulici Cesta komandanta Staneta v Medvodah, ki si jo je konec februarja ogledal tudi paragvajski veleposlanik v Sloveniji. Hiši naj bi se po domači reklo Pritosnik, vendar naj bi se Branislava že z 10 leti z družino preselila v Ljubljano, od tam pa jo je pot vodila na Dunaj, v Rim, Argentino in nazadnje v Paragvaj. Von Devičeva je torej posnela pogovore z ljudmi, ki živijo v tej hiši, ki pa Sušnikove niso osebno poznali. Danes je v hiši 11 stanovanj. Eso nos interesó mucho, cómo fue el cambio, a qué se recuerda la gente, qué gente vive ahí, la gente que puede contar cómo era la casa antes. Bueno, armar una nueva historia de la origen de Branislava Sušnik. Tokratna izjava je bila posneta tik preden je bila razglašena epidemija, tik pred še enim od pogovorov starejšo osebo iz te ulice. Kot pravi von Devičeva, preko raziskovanja in ustne zgodovine, povezane z rojstno hišo dr. Sušnikove, opazujeta zgodovinske odtise Medvod. Prav to pa da je pomembnejši vidik njunega dela. Que están con fragmentos de memorias de gente que vive en la casa y también gente que tenía un contacto con la casa porque esta señora no vive, pero vive en la misma calle. Entonces, viendo la evolución que esa ciudad tuvo desde el nacimiento de Branislava Sušnik. Así que contamos también un poco la historia de Medvode porque, por ejemplo, para dar un detalle
pequeño la calle antes no se llamaba Cesta Comandante Staneta, sino Medvode, y la casa también tenía otro número. Y también algo interesante que es el tema de la propiedad, y eso estamos trabajando también, ¿no? ¿Quién era propietario de la casa? Era un propietario, después ahora hay muchos propietarios, antes había también una participación del Estado que después vamos a descubrir un poco más y en el documental vamos a desarrollar. Na prej omenjenem portalu bomo torej spoznavali Branko Šamanko, njeno rojstno hišo, rojstni kraj, jezike, ki jih je govorila in preučevala, knjige in besedila, ki jih je napisala, pa tudi podobe, obeležitve, spomenike, besedila in spomine, ki govorijo o njej. To je sicer le eden od dogodkov iz načrtovanega sklopa obeležitve 100-letnice, ki jo v Medvodah koordinira in pripravlja javni zavod Sotočje skupaj z občino Medvode in drugimi organizatorji. Častni pokrovitelj dogodkov ob obeležitvi 100-letnice rojstva dr. Branislave Sušnik je oziroma bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Prihodnji teden pa bomo preko enega izmed oblik videokonferenčnega sistema komunikacijo vzpostavili tudi z glavnim avtorjem portala Franciskom Tomšičem. Ob koncu oddaje pa ponovno nekaj nasvetov za rekreacijo v zavetju svojega doma. Tokrat je vaje, namenjene tudi nekoliko starejšim, pripravila Eufemija Štorga iz športnega društva EFI. Vabljeni torej k miganju tudi v dneh epidemije. Živjo! Jaz sem Efi iz športnega društva Efi. V našem društvu se ukvarjamo z raznimi vadbami, od vadb za otroke, odrasle, seniorje, vadbe za zdravo hrbtenico, za zdravo telo, ABC vadbe in še bi se kaj našlo. V tem obdobju, ki ga imamo sedaj, smo pripravili nekaj vaj, ki jih lahko počnemo tudi doma. Jaz vedno na vseh naših vadbah gledam in težim k temu, da vključimo v samo vadbo celo telo, tako da vključimo od rok, nog, trupa, trebušnih mišic, hrbtnih mišic, res da vključimo celo telo, tudi tiste mišice, katere ponavadi ne delajo in smo čisto pozabili na njih. No, pa začnimo. Vedno pred vsako vadbo se ogrejemo z lahkotnim tekom. Tek naj bo sproščen, lahkoten. Lahko menjavamo smeri v levo, v desno, v levo, v desno. Kombiniramo lahko z raznimi tekaškimi vajami, kot je striženje na mestu, dvigovanje pet nazaj, ja, lahko poskakujemo na mestu, ja, prisunski koraki, pa spet nadaljujemo s tekom, lahko naredimo počep, spredaj, se dotaknemo z eno roko počep, zadaj z drugo roko počep, spredaj, počep, zadaj. Nadaljujemo spet lahko z lahkotnim tekom naprej. Ja, vmes lahko vključimo hitre, kratke, izpadne korake. Smo zelo ogreti, naše telo mora biti vedno ogreto, preden začnemo trening, zato da mišice pripravimo na sam napor. Jaz sem vam pripravila ene par vaj, ki jih lahko izvajate brez vseh rekvizitov, doma, kjerkoli že. Prva vaja bo počep in pokrčiš eno nogo visoko gor, počep in drugo nogo. Hop, 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 hop. Pri tem pazimo, da je hrbtenica ravna, ja, z ravno hrbtenico počep, dvigneš visoko nogo, počep, druga noga. Naslednja vaja bo izpadni korak, kjer so vključene sprednje stegenske, zadnje stegenske mišice in pa gluteusi. In gremo naprej, zadržimo v sprednjem položaju, lahko vključimo tudi roke in nazaj. In gremo z drugo roko naprej, nazaj. Tako je, tale stolc nisem prinesla, zato da se bomo usedeli, ampak prejšnja vaja so bili izpadni
izpadni koraki. In če se želimo naše izpadne korake otežiti, lahko delamo izpadni korak ali počet na eno nogo. Naredimo en stol, kavč, nekaj že, damo nogo zadnje v oporo, roke za glavo in delamo početek. Naslednja vaja, ki jo lahko tudi delamo tudi za naše trebušne mišice, je deska. Desko lahko držimo, lahko pa stegujemo eno roko naprej, drugo, lahko se obrnemo na eno stran, na drugo, na eno in na drugo. Obdelali smo noge, trebuh, ne smemo pozabiti tudi na naše roke. Z rokami lahko delamo klasične sklece, se pravi, da spet pazimo, da je trup, telo ravno, naredimo skleco. Ja. Če je sama skleca pretežka, odložimo kolena na tla in spet nadaljujemo skleci. In nadaljujemo še z vajo za hrbtne mišice. Vajo za hrbtne mišice, vajo imamo kar veliko. Jaz bi vam danes pokazala ene par vaj. Ena od teh so vaje za hrbtne v položaju vseh štirih. Stegnemo eno nogo nazaj, nasprotno roko in dvignemo do izravnanega položaja in odložimo. In spet zadržimo, odložimo. Zadržimo. To bi bilo za danes vse. Jaz upam, da ste kakšno vajo videli na novo in da jih boste pridno delali doma. Lepo bodite, čau! Medvoški policisti v teh dneh opravljajo drugačne zadolžitve kot običajno. Zato tokrat iz rednih rubrik Črne kronike poročajo samo o tem, da je nekdo povozil divjad v Medvodah. Ni pa poročila o posledicah te nesreče. Vse občane seveda opozarjajo pred nepridipravi, ki bodo zlasti v teh občutljivih časih poskušali izkoristiti ljudi s kakšnimi prevarami. Bodite previdni in pazljivi ter morebitne sumljive osebe ali avtomobile prijavljajte na intervencijsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Še enkrat vas obveščajo, da so zaradi zdravja zaposlenih policistov in zdravja občanov omejili obiske na policijski postaji. Prosijo, da se za nenujne primere in vprašanja v čim večji meri poslužujete elektronske pošte, interneta in telefona. Pozivajo vas tudi, da dosledno upoštevate državne ukrepe in vsa priporočila pristojnih organov in institucij, ter seveda, da se držite, kolikor se le da v svojih domovih. Za danes je to vse. Spremljajte nas spet prihodnji četrtek, lahko pa že prej, v nedeljo na cvetno nedeljo. Ob 10. uri bo na sporedu ponovno sveta maša, tokrat iz župnije Smlednik. Na začetku maše bo župnik Tomaž Nagode preko TV ekrana blagoslovil butarice in oljčne vejice. Če pa imate blagosloveno vodo, lahko aktivno sodelujete pri blagoslovu. Na snidenje!